Spoštovane upokojenke in upokojenci, spoštovane delavke in delavci, mladi, ki nas podpirate na težki poti, pozdravljeni vsi! Dobrodošli na prvem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev. Prosim vas, da roko položimo na srce in zapojemo Sloveniji v pozdrav. Spoštovane upokojenke, upokojenci, delavke in delavci, mladi, ki ste danes v tej mrzli zimi prišli od blizu in daleč, da se pridružite protestu zoper uničevanja dostojanstva človeka. Sem Boris Klepej. Sem ponosen Slovenec, rad imam Slovenijo. Rad imam ljudi, rad se pogovarjam z njimi. Tak je bil tudi moj poklic, ki sem ga z veseljem upravljal in pri tem prepotoval Slovenijo od enega konca do drugega. Danes sem upokojen, toda mnogi stiki, ki sem jih navezal, poleg službenih obveznosti, skozi svoja potovanja, so ostala. Po telefonu se pogovarjam z mnogimi, nekatere obiščem, drugi obiščejo mene. Sem tudi prisoten na socialnih omrežjih. V zadnjih mesecih pa v pogovorih beseda pogosteje nanese na stisko ljudi. Pokrov loncu pa je odnesel val zapisov na socialnih omrežjih in osebnih pogovorih. Kjer so mi v zadnjem mesecu ljudje zaupali hude težave. Največ tega so mi povedali upokojenci, pa tudi delavci iz proizvodnje. Prvi zaradi silne draginje, ki s svojimi pokojninami ne morejo več prenašati. Drugi pa v strahu zaradi izgube službe, ob grozeči recesiji ali zmanjševanju plače zaradi napovedanih višjih davkov. Mnogi so se zakreditirali, da bi si kupili stanovanje, pohištvo ali skromen avto, kjer stanujejo v področnih krajih. Njihov strah je upravičen, kot vidimo iz dneva v dan bolj. Toda najhuje je upokojencem z nizkimi pokojninami. Mi nismo več mladi, kadar nam osnovna pokojnina ne zadošča. Zdravje je kopnela skozi leta v hudem delovnem ritmu, v želji delati dobro, poklicu in tudi dostojno zaslužiti. Toda ravno dostojnost se je izgubila na listih, ki jih dobimo iz ZPIZ-a. Vsak mesec manj si lahko privoščimo za vsoto, zapisano na njih. Pravi šok pa so bile položnice za ogrevanje. Kljub znižani temperaturi, zaprtim radiatorjem, je vsota vrtoglava. Ne želim razpravljati, zakaj so
tako velike vsote. O tem bi se morali pogovarjati dobavitelji energije in vlada ter parlament. Zato smo jih izvolili, da bi nas vse zastopali. Dogaja pa se prav nasprotno. Pozabili so na upokojence, invalide, na tiste z nizkimi pokojninami. Pozabili so na nas, medtem, ko smejoče odpirajo novoletno penino, ko odletijo par 100 kilometrov stran z vladnim letalom, našim letalom. Na novoletni koncert, medtem, ko si lakirajo nohte, zunaj pa jih čaka od države plačani šofer s prižganim avtom. Vemo, da morajo biti lepi. Toda, kaj pa mi? Kaj pa mi? Za nas pa ostane film, lep film, vrhunski igralski zasedbi o starejšem paru, ki zaradi bolezni in strahu pred tem, kaj bo, če kdo ostane sam in na grbi otrok naredi samomor. Kakšno naključje, tak spored, kot da nam bi hoteli povedati, da smo prevelik strošek za državo. Zato sem videč vse to začel klicati okrog prijatelje, znance. Veste, večina je pač razumljivo mojih let. In smo se začeli pogovarjati o stiski upokojencev. Kakorkoli smo obračali, druge rešitve, kot obupen klic na pomoč, nismo videli. Tako smo prišli do ideje, slišati nas morajo. Odgovorni, vlada, te vlade, niti nobene druge, niti samostojne Slovenije, brez nas ne bi bilo. Mi smo generacija, ki je šla skozi že eno hudo pomanjkanje ob koncu 70. in skozi 80. let preteklega stoletja. Mi smo generacija, ki je stala v vrstah za gorivo, sladkor, cement za hiše, ki smo jih dobesedno zidali leta in leta. Z golimi rokami. Nedelje pa smo preživeli tako, da smo si pomagali pri zidavi. Mi smo generacija, ki smo stali na Roški, ko so hoteli soditi slovenskim državljanom v srbskem jeziku. Mi smo generacija, ki je omogočila, da je Slovenija postala samostojna. In uspešna ter zablestela v svetu. Mi smo generacija, ki je omogočila vse to. In zdaj smo prišli do točke, kjer to prav nič ne šteje.
kjer se tepta naše dostojanstvo. Tega si ne zaslužimo. Zato smo se zbrali danes tukaj, da opozorimo tiste, ki so na nas vse to pozabili. To je zgodba o nastanku naše civilne iniciative, Glas upokojencev, kateri del ste vi vsi, ki stojite danes tu, stari, zgarani in obupani in vsi ostali, ki nas podpirate. In ne bomo obupali, nismo obupali, ko smo se težko prebijali skozi življenje, ko smo se borili za samostojno Slovenijo, tudi sedaj ne bomo. Hočemo živeti, ne životariti. Dostojna pokojnina je naša pravica. In ne kazen. Pokojnina ni socialna pomoč. Moji kolegi in kolegice iz civilne iniciative vam bodo povedali kaj več o tem, kako bomo vztrajali in kaj zahtevam. Hvala vam. Dober dan, Slovenija. Imate moj glas in mojo pesem. Gremo. In Zoran pravi: povsod sem že hodil, povsod sem bil, najlepše je tam, kjer sem se rodil, v cvetju in soncu Selenske ta, preljuba moja dežela ta. Pripel za klobuk si bom rožnarin, ponosno ga nosil bom za spomin, pozabil ne bom na obljube te, ki sem jih zapisal v svoje srce. Nikoli nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker sin sem slovenske matere. Nikoli nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker sin sem slovenske matere. Dajmo malo zavriskat. Do Slovenija. Pripil za klobuk si bom rožmarin, ponosno ga nosil bom za spomin, pozabil ne bom na obljube te, ki sem jih zapisal v svoje srce. Nikoli nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker sin sem slovenske matere. Nikoli nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker sin sem slovenske matere. Gremo. Nikoli nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal,
pesem slovenske matere. Najlepša hvala. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem prisotnim. Sem Igor Črnoga. Večina vas je že seznanjena z zahtevami, ampak dovolite mi, da jih na tem mestu še enkrat ponovim. Prvo, takojšnje povečanje vseh pokojnin, ki so manjše od 1000 evrov za najmanj 20%. Vključno z kmečkimi in invalidskimi pokojninami. S tem, da invalidska pokojnina ne sme biti manjša od 750 evrov. In seveda tudi takojšnjo povečanje za pokojnine od 1000 do 1500 evrov za najmanj 15%. To zahtevamo, to ne prosimo. Naslednje, usklajevanje pokojnin z inflacijo najmanj 3-krat letno. Ponavljam, 3-krat letno. Tretjič, povišanje odstotka za izračun odmere pokojnine iz sedajnih sramotnih 63,5% na 68% povprečne plače za dobo 20 let. In do leta 2025, ponavljam, do leta 2025, verjetno čujejo, dvigniti nazaj na 80% povprečja, tako kot smo že nekdaj imeli. Četrtič, pravica do 13. pokojnine naj se vpiše v Ustavo Republike Slovenije. Obvezni letni dodatek za vse upokojence enako in v višini 750 evrov. Obvezno zavarovanje za upokojence z pokojnino manjšo od 1000 evrov se financira iz državnega proračuna. RTV prispevek naj se tudi financira iz proračuna, in sicer za upokojence z pokojnino do 1000 evrov. Vdovska pokojnina mora biti 100% pokojnikove. Za upokojence, mora biti 100% pokojnikove, če se preživeli tako odloči. In še nazadnje, povprečna pokojnina naj bo vedno 75% od povprečne neto plače v Sloveniji. Še bom nekaj malega dodal. Zavedati se moramo, da bodo te naše zahteve na začetku naletele na gluha ušesa. Ampak, verjamemo, da če bomo složni in vztrajni, nas bodo morali prej ali slej sprejeti kot enake med enakimi.
in vzpostaviti pravičen in človeški dialog z nami. Mislim, da smo si to in še več najmanj zaslužili. Hvala, živi Slovenija! Hvala. Kaj se moram predstaviti? Ime? Hvala. Hvala. Jaz sem Jozefina Podravke. Danes prinašam v Ljubljano glas žensk. Morda bi mladi rekli temu glasu predmoderni, toda tako je bilo in to je zgodovina moje generacije. Moja mladost je bila delo na kmetiji, ki človeku pusti kratko noč, počitka, dan pa se raztezga do mraka in še čez. Ženska na kmetiji je morala poskrbeti za prehrano in oskrbo družine, vzgojo otrok, vodenje gospodinjstva, kuhati, skrbeti za hišo, delati na polju, v hlevu, skrbeti za ohišnico. Delila je strah z možem, ko je bila suša in slaba letina, se tresla ob prihajajočih črnih oblakov, ki so napovedali točo. Kuhala po vasi, kadar so pomoči sovaščanov pospravljali in pripravljali za zidavo hiše, potem, ko sta z možem skrbno vložila dolgo varčevane prihranke in se lotila prenove. Skrbela je za šolanje otrok, ki so na vaseh pogosto hodili daleč peš v šolo, po makadamskih poteh v vsakem vremenu. Danes, ko se peljete čez Slovenijo, lahko vidite lepe vasi z belimi hišami, skrbno pokošene travnike, lepo zasajene njive in lepa mesta z asfaltnimi cestami in visokimi stolpnicami, gledališči, športnimi dvoranami. To ni nastalo iz nič, to je nastalo iz truda delavk in delavcev, kmetov in kmetic. Ljudi vseh poklicev, ki so s svojim delom ustvarjali to in ustvarili, v čemer mi smo vsi stari in mladi, ki je danes živimo. Pot me je zanesla v tujino, kjer sem si tudi služila kruh, toda ljubezen do domovine me je pripeljala nazaj, v mojo ljubo Slovenijo. Toda Slovenija ni le prelepa narava in vse, kar je bilo iz nje narejeno. Slovenija smo tudi ljudje, ki vi danes stojite tu s svojimi leti na plečah, ker ste pregarali svoje življenje in v kljub utrujenosti in bolezni prišli sem. Vi, ki ste njihovi otroci in vnuki in ste prišli v podporo svojim upokojenim staršem in starim staršem. Danes sem v manjšini med moškimi govorci, toda moj glas je močan za 3 vogale. Ki jih ženske podpiramo kot pravi pregovor. Danes govorimo o ženskah, ki so današnjo stvarnost, o tistih, ki so nas že zapustile in tistih, ki smo tu, o ženskah, ki vedno priskočimo na pomoč svojim otrokom, kadar nas potrebujejo, čeprav so odrasli. Govorim o ženskah, ki so delale v službi in še eno izmeno doma. Govorim o ženskah,
ki si zaslužijo spoštovanje. Toda človek ne more živeti le od hvaležnosti, kolikor je sploh je. Živeti moramo tudi od kruha in imeti streho nad glavo. Danes pa živimo v negotovosti, mnogi v stiski z majhno pokojnino, ob hudi draginji varčujejo s hrano in zapirajo radiatorje, strah jih je, da jih bodo visoki davki pobrali še streho nad glavo. Nismo si tega zaslužili, niti majhnih pokojnin, niti bojazni, ali bomo sploh lahko plačali davke za nekaj, kar smo z velikanskim odrekanjem nekoč gradili, pri tem pa že enkrat plačali vse davke za material in delo obrtnikov. Danes smo tukaj zato, da povemo vladi, da je dovolj norčevanja iz nas. Danes izstavljamo račun, ki ni previsok. Želimo le dostojno življenje, brez stradanja, zmrzovanja in strahu. Zahtevamo dolžno spoštovanje do našega preteklega dela in človeškega dostojanstva. Prosimo za podporo vse delovne aktivne državljane in državljanke, na koncu koncev boste vsi na istem. Zahtevamo, da se skupni denar v državi troši v blagajno vseh, ne le nekaterih. Nagrade v državnih podjetjih ob obužanih upokojencih in v isti državi so nenormalne. Zahtevamo pošteno in učinkovito državo ter spodobne pokojnine za vse. Zato smo oblikovali zahteve, kot ste jih slišali, in ne bomo odnehali, dokler se ne bo vzpostavil pravičen sistem in spoštovanje delavcev ter spodobno plačilo za delo, ki zagotavlja tudi spodobne pokojnine. Hvala lepa. Vi ste sol te zemlje, vi ste kvas tega naroda, vi ste naše kranjske čebelice. Poslušaj, Ljubljana, slovensko pesem, poslušaj. Sonce šlo je za goro, zrak je padel na zemljo, pesem črička sliši se,
dar, ta stari čebelar. Zavriskat! V mojem srcu je nemir, na jesenski ta večer. Čriček pesem je odpel, a meni spomine čas je vzel. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Dajmo zavriskat! Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Pozdravljen, sem Karl Senegačnik, prihajam iz Celja. Tako sem vesel, ko vidim toliko ljudi, da vam moram povedati, da prav uživam. Rad bi povedal par besed, a se slišimo vsi, ali moram bolj glasno, se čujemo? V redu. Drage upokojenke, dragi upokojenci in vsi ostali zbrani, sedaj ne gre za leve ali desne, temveč za nas upokojence. Ali za vaše starše, strice, tetke, babice, pradetke, prababice, do katerih ima ta vlada ignorantski in nespoštljiv odnos. Kar je pravo nasprotje od predvolilnih obljub. Nahajamo se za nas v zelo težkem času, saj nam naše pokojnine niso dovolj za preživetje. Vlada ponuja uskladitev pokojnin po obstoječi zakonodaji. S tem pa se mi ne strinjamo. Ker naše pokojnine že tako male porabimo za osnovne življenjske potrebe. Cene osnovnih dobrin so se v lanskem in tudi že v letošnjem letu zvišale, hrana, energija, stanarina za več kot dvakratnik prikazane inflacije. Zahtevamo spremembo zakonodaje za uskladitev pokojnin. Prepričani smo, da za to vlado to ne predstavlja posebnega problema, saj spreminja zakone z lahkoto že od samega začetka vladanja. Pri usklajevanju pokojnin pa se naj upošteva
dejanska rast stroškov, ne pa samo stopna inflacije. Pokojnine je potrebno za leto 2023 zvišati za najmanj 20%. Cene osnovnih življenjskih dobrin so se že v lanskem letu zvišale več kot za 20%, mi pa smo na te cene plačevali v večini primerov nespremenjeno stopno davka in s tem prispevali znatno višja sredstva v državni proračun. Od vlade zahtevamo, da nam vrne naš denar oziroma z njim transparentno upravlja, ne pa da ga deli posameznim skupinam, kakor se jim pač zdi. Nadalje zahtevamo, da se poveča inšpekcijski nadzor v domovih ostarelih. V večini le-teh je stanje katastrofalno, od prehrane, postrežbe in nege za naše oskrbovance. Naj ne bo za to stanje izgovor, ni kadra. Veliko teh ustanov ne zasluži več imena dom. Zavedati se moramo, da v teh domovih životarijo ljudje, kateri so pomagali zgraditi vse to, kar danes imamo. Takšen odnos do njih je prava sramota in človeško nedopusten. Od vlade zahtevamo, da se zadeve nemudoma uredi. Pred delo pa se naj preneha vlada izgovarjati na dve ženski imeni, Ana in pa Liza. Za nesposobnost in nedelo se vedno izgovarjajo, da je potrebno narediti analize, katere pa trajajo in trajajo. Rezultata pa ni in ni. Pred volitvami so imeli že za vse rešitve, za vse probleme. Zakaj jih potem ne uporabijo? Drage upokojenke, dragi upokojenci, drage državljanke, dragi državljani, stopimo skupaj, da bo naš denar pravično razdeljen. Pokojnina za polno delovno dobo ne zadostuje za osnovno oskrbo v domu, kar je sramotno in nedopustno. V imenu vseh upokojencev prosim, hčere, sinove, nečakinje, nečake, vnuke in vnukinje, da nam sedaj pomagajo do naših pravičnih pokojnin. S tem, da se nam pridružite na naslednjih protestih in shodih. Vedno smo vas učili, bodite pošteni,
vztrajni, a sedaj je prišel čas, da bomo skupaj z vami, za nas in za vas, izbojevali boljše pokojnine oziroma izboljšali položaj upokojencev v naši državi. Na koncu bi rad povedal samo to, da bomo vztrajali pri naših zahtevah. Ja, okej. Prihajam iz Slovenske Bistrice, Ivan Mejavšek. Najprej bi se zahvalil gospodu Ruparu za ta shod, ki je res fantastičen. Spis ni vladni proračun. Spis je blagajna, v katero smo vsi plačevali. In mislim, da iz te blagajne tudi lahko dobivamo denar, kateri ni poniknil do zdaj še. Upajmo, da še nekaj prihaja, da še nekaj denarja bo ostalo, da bomo lahko imeli pokojnine. Imam pokojnino 457 evrov. Za 31 let delovne dobe, po tistem sem postal invalid in zmogel zaključiti z obrtjo, katero smel po 10 ljudi zaposlenih. Žal. Hodim, ker sem upravičen do varstvenega dodatka, hodim na socialno prosit, da to dobim. Hodim na socialo, da dobim za kurjavo. Pod vlado Janeza Janše smo dobili precej denarja. Zdaj so nam odbili pri teh dodatkih tisto, kar smo dobili 200 evrov, ki nam je dala vlada, so nam pri drugih socialnih transferih odbili, ker so dobili direktivo iz Ljubljane, da morajo to narediti, da nismo upravičeni. Očiščenje pokojninske blagajne, 12.000 partizanskih penzij v letu 2023. Očiščenje pokojninske blagajne glede teh ljudi, ki dobivajo kvazi kulturnikom, ki niso centa vplačali v pokojninsko blagajno, dobivajo pa pokojnine od našega denarja okoli 1800 do 2000 evrov. Plus tega dobivajo denar za dome upokojencev in tako dalje in tako dalje. Še nekaj glede blagajne zdravstvenega zavarovanja. Če smo upravičeni do vračila potnih stroškov za fizikalne terapije, ti odbijajo vse tako, da na koncu ne dobiš nič, kljub temu, da si upravičen. Primer, 16krat sem bil na terapiji, vse potrjeno, nisem dobil centa, ne. Pri 457 evrih pokojnine. Bom končal, da ne bom dolgo vezal. Še enkrat hvala gospodu Ruparju in mislim, da se še bomo večkrat mogli dobiti tako, da bomo to vlado odstranili, to, kar ji pripada. Hvala lepa. Pozdravljene upokojenke, pozdravljeni upokojenci, delavci in mladi. Sem Andrej Peterle, sem Dolenec, ampak veste, kaj sem danes? Najbolj ponosen Slovenec.
Ljudski inicijativi Glas upokojencev sem se pridružil, ker menim, da je prav, da tudi mi delavci in mlajši podpiramo napore naših očetov, mamic, starih staršev in vseh vas, ki ste si zaslužili spoštovanje, pozornost in podporo pri borbi za tiste dobrine, ki ste si jih že prigarali. Zavedam se, da gremo za vami, da bomo tudi mi nekoč, če le Bog da, dočakali pokojnino. Želim si, da bi z nami delali bolj pošteno in pravično kot z večino od vas. Moramo se potruditi, da spremenimo miselnost zaposlenih, da jim minimalna plača in nekaj dodatkov ne bo dovolj, ker se jim bo izguba pokazala šele takrat, ko bodo šli v pokoj. Nujno se moramo začeti boriti za dostojne plače in dostojne pokojnine. Sam sem hvaležen, da sem zaposlen v firmi, kjer se tega zavedajo. Ampak veste kaj? Želim si samo eno. Da ko bom na stara leta lahko brez skrbi in dodatnih naporov živel z občutkom spoštovanja, ponosen na prehojeno pot in pokojnino vredno dostojnega življenja, morda na kakšnem lepem gričku, morda nekje druge, ampak veste kaj, vedno v Sloveniji. Še eno pesem, še eno slovensko pesem. Dolini tihi je vasica naša. Dolini tihi je vasica mala, večernem mraku se že mirno spava. Le eno okno še odprto je, na njej slonilo žalostno dekle. Na eno okno še odprto je, na njem slonilo žalostno dekle. Se že spava, samo mesec neki, tja na okno tožnemu dekleti, in jo sprašuje, zakaj da še ne spi, zakaj da grenke solze briše si. In jo sprašuje, zakaj da še ne spi, zakaj da grenke solze briše si. Prav Slovenija! Zavriskat! Slavček pil je pesem svojo, a jaz storila sem ljubezen mojo. Alon odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Alon odšel
odšel je daleč proč. Zapel, zavriskal je čas, ko vino dozori, ko se v polni sodi zaiskri. Pride čas, ko pride fant na vas, ko deklitu zažari obraz. Pride čas, ko ptica poleti, ko domače gnezdo zapusti. Pride čas, ko žitelj dozori, ko se zlatoklasje zablesti. Srečno mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi vdano nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bodi ti. Oj, ladje, fantje in možje, oj, ladje, dekleta in žene, oj, ladje, jutro se budi, da se nam Slovenija rodi. Oj, ladje, jutro se budi, da se nam Slovenija rodi. Predno se mirno in dostojanstveno razidemo, mi dovolite še nekaj besed. To je ljudska iniciativa. To je narod. To je narod. Eden od poslancev koalicije mi je rekel, Rupar, danes boš zmrznil. Pa sem mu lepo povedal, da bo danes tukaj marsikomu bolj toplo kot doma, ker nima za kurjavo. Vabili smo poslance koalicije, vabili smo gospoda Goloba, ministre, poslance. Ker sem mislil, da smo mi ravno tako ljudska iniciativa kot tisti, ki se vsak teden zvirajo tukaj. Ampak žal se tudi tu delimo na ene in druge. To ni naš cilj. Naš cilj je, da se združimo enkrat za vselej in povemo, da je to en narod. Vabili smo društvo upokojencem. Vse, ki ste tukaj, ste zaradi svoje volje. Hvala vam. In vabili smo vašega predsednika, gospoda tovariša Janeza Sušnika. Kako lepo bi bilo, kako lepo bi bilo, če bi vsa društva, vse organizacije in mi skupaj, ljudska iniciativa, skupaj dali glas, skupaj nastopili proti tistim, ki nas siromašijo, ki nas pustijo brez dostojnih pokojnin in nas terajo na socialno. Ne gremo na socialno.
Nihče od vas ni tukaj zato, ker mu je dobro. Tukaj smo zato, ker se počutimo opeharjene, ker se počutimo pozabljene, zaničevane in ponižane. Sprašujejo me, kje bomo pa dobili denar, da bomo pokrili vaše zahteve. Kaj to nas briga? Kje ste dobili denar za dokapitalizacijo slovenskih elektrarn 500 milijonov? Kje dobite denar za sodnike? Kje ste dobili denar za korupcijo, ki jo je 2,5 milijarde? Ustavite to! Upokojence načrtno in zakonsko silite v revščino, zato ker imate apetite po drugih stvarih, njihovem premoženju, da bodo obubožali in ne bodo več mogli plačevati novih davkov na nepremičnine, novih nižjih pokojnin, višjih stroškov. Elektrika, kurjava, očitno, gospodje, ne hodite v trgovino, da bi zaznali, da je v enem mesecu vsa hrana in vse poskočilo za več kot 50%. Kje imate košarico? Kje imate mirnost in prihodnost? In potem se izmišljujete nove in nove zakone, izmišljujete se, kako nas boste enostavno pokopali, ker smo vam odveč. Zakon o eutanaziji, pozabite ga! Pozabite ga! Želite tako nizke pokojnine, da bodo ljudje nezmožni plačevati davkov, vi se boste pa usedli na njihove nepremičnine. Kaj boste z tega naredili? Samomore, uboštva, starši bomo rekli, otroci, nočemo biti več vaše breme, raje grem na on svet in kaj boste nas filali s trupom? Ne boste nas! In pozivam vas, delajte zakone za lepše življenje, ne za lepo in hitro smrt. Od nikogar ne zahtevamo ničesar. Dajte nam nazaj samo tisto, kar smo v letih svoje delovne dobe naložili kot zavarovanje naših pokojnin in našega življenja. Nič drugega nočemo. Tako je. In če več ne veste, kje je ta denar, dobite ga, nehajte se voziti z avionom po rdečih preprogah na Dunaj, na vaše plesišče. Pridite tle pred nas in nam povejte, kje in kako boste zagotovili naše življenje. Spoštovane upokojenke, upokojenci, naša prošnja gre tudi do naših otrok, sinov, hčera, vnukov, vnukin. Naša zahvala vam gre, dragi naši potomci, ker vam ni vseeno za nas, ker skrbite takrat, ko nam je težko, ker nam pomagate. In vaša naloga je ravno tako kot naša. Odzignite svoj glas in zahtevajte pravične plače. Zahvaljujemo se vsem tistim delodajalcem, ki skrbijo za to. Niso sami krivi, da so stroški prispevkov za plače tako veliki, da šparajo, da gledajo, kako prikrajšati pri plači, ki jo dobi delavec. Ampak ta plača se sešteva 20 let, 24 let. Kaj boste z minimalno plačo potem, ko boste šli v pokoj? Životarili tako kot mi. Ne, mladina, vi greste za nam, z nami pojdite, skupaj pojdimo. Dovolite mi, da vam ulijem pogum. Nikoli obupati, tudi če se vam zdi, da je že vsega konec. Poglejte, nikoli obupati. Če bo komu hudo, če bo komu težko, pokličimo se, pomagajmo si. Najprej pa vsi zahtevajmo svoje dostojanstvo, svojo prihodnost in miren pristan tja, kamor pač gremo.
Obljubim vam, da se bomo borili za vas. S tem se bomo borili za mlade, tudi zase. Jaz se iskreno zahvaljujem mojemu odboru, vam, vsem, slovenski bratje in sestre. Hvala vam, ker ste prišli. Hvala vam. Hvala vam vsem, ki nas podpirate, ne glede koga ste vodili, ne glede iz kje ste prišli v Slovenijo, ne glede kaj, kako počnemo, tukaj smo, skupaj se borimo, da bomo uspeli. Hvala vsem, lepe pozdrave in dobre misli. Pošiljamo tudi upokojencem v domove, pošiljamo lepe pozdrave in upanje bolnim, ki so po bolnišnicah, vsem upokojencem, ki danes niste mogli tu biti z nami, pa vendarle v srcih ste. Bog živi Slovenijo! Srečno pot domov! Srečno Slovenija! Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se skriva v daljave zazrem, prek pričev dolin gora, daljavi še modro morje v zrak, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugot kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že ves si svet, je lepša še kje, kot naša, kjer sem doma, je vetrič veselo zapel.